Lep pozdrav, pozdravljeni v podcastu Finance. Z nami je danes dr. Tomi Medved, vodja laboratorija za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko je v obdobju od leta 2013 do 2016 delal v družbi Elektroenergija na področju analitike in obvladovanja tveganj. Pred približno 10 leti se je odpravil v Kalifornijo, kjer je delal kot gostujoči raziskovalec na univerzi UCLA v raziskovalnem centru za pametna omrežja in se ukvarja z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja pri modelih napovedovanja porabe električne energije. Njegovo področje raziskovanja so pametna omrežja in integracija obnovljivih virov energije, modeliranje porabe in predvidevanje vedenja porabnikov energije, analiza energetskih trgov in oblikovanje energetskih politik. Sodeloval je v več evropskih industrijskih raziskovalnih projektih, teoretično raziskovanje pa povezuje z realnimi izzivi in rešitvami v elektroenergetskih sistemih. Dr. Tomi Medved. Pogovor bo razdeljen v 2 dela. V prvem delu se bomo pogovarjali o splošni energetski sliki Slovenije, o stabilnosti našega energetskega sistema, glavnih tveganjih in glavnih razvojnih vprašanjih energetike. Drugi del bo bolj nasvetni del, v katerem bomo poskušali dobiti nasvete za odločitve v vsakdanjem življenju, kako znižati stroške energije. Če začnemo kar s splošno energetsko sliko, zadnja večja naložba slovenskega elektrogospodarstva v večje proizvodne zmogljivosti je bila gradnja TEŠ6, to je bilo pred natanko 10 leti, je bil TEŠ priključen na omrežje. V zadnjem desetletju ni bilo večjih naložb v proizvodno. Zdaj TEŠ bomo po zadnjih načrtih ugasnili najkasneje leta 2033. Kaj to pomeni za energetsko sliko Slovenije oziroma za varnost oskrbe Slovenije, ko bomo ostali brez ene velike proizvodne zmogljivosti? Za samo varnost mislim, da nam ni za skrbeti. Slovenija je odlično povezana s sosednjimi državami in v bistvu bi se lahko svoj celoten odjem pokrivala iz uvoza iz tujine. Tako da, kar se tega tiče, ni težav. V primeru, da trgi delujejo in so odprti. V primeru, da trgi delujejo. Zdaj pa drugo vprašanje, pa seveda se lahko vprašamo, kaj pa, če se zgodi neka vojna, pa vse ostale zadeve, pa se spet, neke energetske krize in tako naprej. Ampak v primeru vojn in takih, bom rekel, res izrednih scenarijev, bomo imeli tudi druge probleme. Ne bo samo ta problem in ne verjamem, da mi lahko tudi s kakršnokoli drugo kot Slovenija, kot tak majhen igralec v celotnem, rekel, evropskem prostoru, kaj pa še v svetovnem, odigramo neko pomembno vlogo in da bomo mi si lahko uspeli zagotavljati samo mi iz svojih elektrarn energijo. Zelo, zelo težko. Pa ta scenarij je zelo malo verjeten. Kar se tiče pa dolgoročnih investicij, zakaj jih, oziroma večjih, jih je zelo težko v današnjem času pri teh cenah energije. So vse dolgoročne investicije, rekel, zelo riskantne in veliko ekonomskih izračunov pokaže, da se ne izplačajo. In zaradi tega se tudi te stvari zelo, zelo počasi rekel, razvijajo oziroma odvijajo v tem smislu. Zdaj tudi v nacionalnem energetskem podnebnem načrtu sta predvidena 2 glavna scenarija oziroma več jih je, ampak recimo ta 2 glavna. En je samo z obnovljivimi viri energije, drugi je pa z obnovljivimi viri energije in JEK2. Kakšno je vaše stališče? Ali lahko preživimo brez JEK2? JEK2 moje osebno stališče je, da pač mislim, da kot družba nismo zreli za JEK2. Moramo se meni, ko nekdo reče, kot Slovenija je zgradila že prvo nuklearko. Narobe. Ni je Slovenija zgradila. Jugoslavija je zgradila. Veliko večja država. To je veliko večji projekt, kot si ga mi znamo predstavljati. Slovenija je najmanjša država na svetu, ki ima nuklearko, ki je bila v bistvu zgrajena znotraj Jugoslavije. Druga najmanjša država je Armenija. In Armenija je tudi zgradila znotraj Sovjetske zveze. Potem imamo Slovaško. Slovaška je takrat zgradila v sklopu skupaj Češko-Slovaška, je bila v bistvu 2 državi skupaj, pa pod Varšavskim paktom in to čisto drugačnih pogojih.
kaj nam manjka v Sloveniji za kakršenkoli večji projekt, je zaupanje javnosti, da se bo ta projekt izvedel tako, kot se mora. Že ena po pričevanjih gospodov, kateri so bili takrat prisotni, je bil še enkrat dražji, kot je bilo na začetku planirano. Zdaj se pa pogledamo sliko in jaz pač povem splošna slika družbe. Pa tudi, kad je sam premier Golobko je nastopil na mandat, je rekel, moramo povrniti zaupanje v politiko ali pa karkoli. Poglejmo večje projekte v Sloveniji. Avtocesti Križ, afera na afero, aneks na aneks. Smo imeli Teš, vemo, kako se je končal. Stožice, vemo, kako se je končale. Drugi tir, se je začelo že prva afera že pri maketi. Čeprav se zdaj kaže, da bojo v okviru proračuna, če se ne bo kaj podarilo. Ampak zdaj so še Turki tudi stopili pa tako naprej. Potem imamo Karavanke, smo imeli veliko, bom rekel, ponovljenih razpisov in tako naprej. Ampak poglejmo pa tudi nestabilnost, bom rekel, ki se kaže glede vseh ostalih zadev tudi v razpisih, katerih imamo v državi, kot so recimo gospodarstveniki, kot so Koto, zdaj nazadnje direktor Kota je objavil na LinkedInu. Eno leto so dopolnjevali, čakali na izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji, razpis, po enem letu razveljavljen razpis. So vseh 21 vlog zavrnili in v bistvu so si čakali na neke investicije. Potem pogledamo afero Spirit, Von Pharma oziroma kakorkoli. Signal, jaz mislim, da mi kot družba nismo pripravljeni na en tak velik projekt, ki bi toliko časa trajal. Kot druga zadeva pa je, da mi se moramo postaviti v evropski kontekst. Ko smo na evropskem trgu povezani, kakšne so cene, na koncu, kako bomo to zgradili, ali bo to res ekonomično res izplačalo, in v katerem času, kdaj ne bi bila ta stvar zgrajena. Trenutno tehnologija je bom rekel, v divi predstavi, ker kaj se dogaja v energetiki, je totalna transformacija iz, bom rekel, državne vodene politike, energetske, kjer so bila samo velika podjetja, končno v neko podjetništvo, kjer imamo veliko manjših podjetij, kjer imamo cenejše tehnologije, zakaj govorimo, no pa ko smo prišli pri aferah oziroma pa kakorkoli nezaupanju, imamo pa spet primer vetrne elektrarne nazadnje. Torej, če ne znamo ene vetrne elektrarne normalno postaviti, jaz nimam zaupanja v to, da bi mi naredili eno tako veliko elektrarno. Še posebej pa, ko pogledamo celoten kontekst, kako se svet razvija. Ja, nuklearke definitivno za Francijo, za kakšno večjo tako gospodarstvo, kjer ima tudi svojo industrijo v zadju. Podpiram. In podpiram v primeru v Sloveniji, če najdemo več, bom rekel, držav, da se zbere in rečemo strateško, tukaj se postavi, potem v redu. Če pa tega ni, pa ne verjamem, da je Slovenija, da smo zmožni, da je to dobra odločitev. Sem pa velik podpornik jedrske energije in mislim, da v bistvu, bom rekel, mali reaktori v prihodnje, da bi bili bolj uspešni zaradi manjšega zalogaja investicijskega, krajšega časa izgradnje in ostalih zadev. Zaenkrat je predvidena naložba od 10 do približno 15 milijard evrov, pa prvi rok, da bi lahko elektrarno priključili na omrežje, bi bilo okoli 2040. Kaj bo takrat na energetskih trgih, je verjetno težko napovedati. Kaj vi mislite, bi ta cena električne energije, ki bi prišla iz te elektrarne, lahko bila konkurenčna? Težko, zelo, zelo težko. Zdaj, ker je trenutno, bom rekel, ta masovna implementacija, oziroma pa tudi, bom rekel, od sončnih in baterij, in najverjetneje v naslednjih 10 letih mogoče še kakšne druge tehnologije, enostavno zamudili bomo. Tudi Američani, ki so imeli industrijo velikih, torej Westinghouse, so velike, bom rekel, vse posod, ko nekdo reče, zakaj pa Kitajci to delajo, Ja, pa Kitajci niso imeli osnove na začetku. Mi base že imamo, mi imamo že osnovo, smo imeli, imamo že druge zgrajeno. In potem ne rabiš dajati večjih, zelo velikih enot, če ima že od druge. Zakaj so
Kitajci takoj prešaltali na 4. pa 5. generacijo brezžičnih, torej na 5G telekomunikacije. Ja, oni so začeli zelo pozno. Oni niso rekli telefonskih kablov toliko, ne, ker so pač zamudili tisti prvi in so naredili leapfrog, oziroma preskočili so tehnologijo in so šli takoj na 5G. Ker mi je tudi veliko, ne bi mogli niti vseh tistih kablov potegniti, če so vsa tista mesta, ki se tu hitro gradila in vse ostale zadeve. Torej so iskali neko drugo rešitev. Enako so naredili pri avtih. Oni so preskočili celotno, bom rekel, skoraj celotno tale razvoj, ko so rekli, ja, očitno že evropska industrija, pa neko ameriška tudi takrat, imajo motorje na notranjem izgorevanju že toliko dodelane, da mi tam nimamo kje konkurirati, naša priložnost je v električnih avtih. In so naredili preskok. In tukaj moramo tudi vedeti, zakaj kdo kaj dela. Da to ni, in pravim, ko nekdo meni reče, ja, tisti pa to delajo. Ja, delajo, ker imajo druge potrebe. In moramo pogledati, kakšne imamo mi potrebe, pa pogledati, kaj je nam najbolj primerno. In ne mislim, da je ena velika elektrarna, kot je nek JEK2, najbolj primerna za Slovenijo. To je moje mnenje. Seveda drugi bojo lahko povedali svoje, ampak tukaj v zadnji tudi pač kapitalsko intenzivnost, potem tudi zagotavljanje rezerve. Bom rekel, kdo bi to gradil, kdaj, časovna komponenta. Tlele ne vidim, preveč je vprašanj, preveč je negotovosti vse te enačbi. To pomeni, da smo bolj ali manj, da nam preostanejo obnovljivi viri energije, fotovoltaika, te smo zgradili 1400 megavatov v zadnjih letih. 1600 že. Ja. Se je pa zdaj, sploh v gospodinstvih, se je ta val naložb upočasnil. Letos imam, da v prvih 9 mesecih sam 109 megavatov. Kaj je razlog za to upočasnitev? Tudi tu nam ne gre več očitno dobro. Razlog, bom rekel, je dosti enostaven. Ko sem prej povedal, kakšni so problemi z investicijami, ta negotovost v državi, karkoli, tudi ta negativna reklama proti obnovljivim verom, da sončne elektrarne pa gorijo, pa tu se zdaj več ne splača, pa spremenili bomo net metering, pa dodali bomo neko ful hudo omrežnino, pa bomo vse tiste kaznovali. So vse tisti signali, kateri ne vnašajo, bom rekel, sigurnost v investicijo. In jaz mislim, da je tle glavni problem, da ne zaupamo, pač izgubili smo zaupanje v neko tehnologijo, v nekaj, ker so nam drugi, bom rekel, mediji ali pa nasprotniki tega to govorili. To je to. Zdaj omenjali ste omrežninsko reformo. Mi smo oktobra 2024 je Agencija za energijo prvo večjo reformo metodologije obračunavanja vpeljala in v tem času se je že, mislim, da 5-krat zamenjala in zdaj oktobra spet. Kaj delamo narobe? Mislim, spet smo na tisti negotovosti, spet smo na istem vprašanju. Kaj delamo narobe? Pač ravno s takimi zadevami. Nimamo strategije jasne dostavljene, katere bi gospodarstvo lahko sledilo ali pa ljudje zaupali. Če se tebi spreminja vsakih nekaj mesecev neka zadeva, ja, kako boš naredil finančni model? Omrežninska reforma pa nasploh, jaz sem, že ko je bila prva, sem bil, rekel na začetku, še glasen kritik, potem sem se kar malo maknil, ker sem si rekel, pač očitno so mi še tisti gospodje rekli, da pač nisem prebral vseh tistih 70 strani, kako se omrežnina določa ali kakorkoli, da pač nisem adekvaten sogovornik. Pa bom jaz drugače povedal. Jaz najverjetneje bom rekel, da imam zaprav. Da jim rečem, v redu, gospodje vejo, kaj delajo, normalno so skozi temu. Ampak dajmo se vprašati eno zadevo. Kaj pa če stopimo izven okvirjev, ki so trenutni? Da malo drugače začnemo razmišljati. Ker zadeva, ko pogledamo, v bistvu, da piše v Clean Energy Pack, kakorkoli, so v bistvu neke 4 zahteve za omrežnino, ki naj bi bila. In prva je, naj bi bila razumljiva ljudem, naj bi bila enostavna, mislim, da kakorkoli. Pol pa tista cost reflective, oziroma da izraža v bistvu realne stroške, ki je nekdo povzroča in tako naprej. In zdaj, naša agencija pač je vedno rekla, zagovarja najbolj to, cost reflective, torej mora biti pravična, samo da je pravična. Ampak dajmo pogled, vas bom vprašal eno zadevo. Ali kam smo šli z telekom paketi? Na začetku smo plačevali po minutah, SMS-ih, tarifah, kakorkoli, so različne tarife. Kaj imamo zdaj? Paket.
Se pravi enako kot Dars nam prodaja vinjete. Tako, zdaj smo nadaljali vinjete. Banke so šle na pakete. Netflix, ali vam Netflix zaračuna en film, če pogledate, ali pa eno serijo, ali pa kakorkoli, ali vam reče paket, le imate 10 € na mesec, pa gledajte, kako gršte. Kaj s tem dobimo? Dobimo predvidljivost, enostavnost, razumljivost, en kup poenostavitev. In zdaj se vprašamo, ali je to možno v energetiki to narediti. Zdaj, če gremo na tisto cost reflective, ni najbolj pošteno, se strinjam, ampak mi še vedno zdaj lahko naredimo pakete. Pa rečemo, navaden odjemalc z električnim avtom, odjemalc s toplotno črpalko, odjemalc z baterijo, kombinacija vseh teh, in ljudje bi vedeli, koliko bi plačevali. Glede na nek odjem, recimo rečemo, da zakupimo nek odjem. S tem pa imamo pa tudi enostavne možnosti spodbujanja in rečemo, v redu, zdaj, če mi hočemo narediti zadevo, da se nekdo prilagaja, pa rečemo, boš nam dal upravljanje, ti bomo spustili, če se boš tako obnašal, ti bomo spustili to omrežnino in boš prišparal 10 € ali pa 5 €. Zelo enostaven signal za investitorja, da ve, koliko bo prišparal, zelo enostaven je tudi na drugi strani iz omrežnine, ker vemo, koliko lahko plačamo. In pa tukaj imamo tudi nek cost reflectiveness, konec koncev. Torej, stroškovno, ti več uporabiš, ti manj, v redu in plačaš. Ali je najbolj pošten sistem, najbolj pravičen? Daleč od tega. Vse to sedanje ni. Ampak je zelo enostaven za vpeljavo, zelo je razumljiv, omogoča vsem, bom rekel, akterjem veliko boljše poslovne odločitve, predvsem pa daje stabilnost za kakršnekoli nove investicije. Ker trenutno, kar imamo, primer podjetja, ki so vmes, ne bom jih imenoval, ampak jih imate zelo hitro, se jih najde, dela so optimizacijo omrežnine. Ampak optimizacijo omrežnine v smislu kot davčna optimizacija. Torej, podjetje ni rabilo spremeniti svojega delovanja niti za 1%, pa je prihranilo na omrežnini na 1000 €. Torej, bolj kompleksen sistem, kot si bo zmiselni, slabš bo. Vedno boš mogel krpati neke luknje, vedno boš mogel delati neke popravke, ki bodo. In zdaj imamo že 5. reformo, ali ne vem katero, pa spet cene so že objavljene, ali še niso. Mislim, da še niso. Ne vem. In tu imamo spet tisto zadevo. Gremo se tako kot nek, bom rekel, predstavitev novega produkta, kater bo. In pol počasi odkrivamo, bom rekel, te lastnosti, ali kakorkoli. Tako da bi rekel, nov iPhone prihaja, pa pokažemo samo par slik, in potem bomo imeli pa grand finale. Pa bomo to ni način, iz mojega vidika, ampak tudi, ko se pogovarjamo z gospodarstvom, vsi se pritožujejo na tem. Ampak prej, ko ste omenjali, da so podjetja lahko znižale si omrežnino, znižale so si jo z neko fleksibilnostjo. Ne. Da so šle v nočno uporabo. Samo z prilagajanjem dogovorjene moči. Torej, nič drugega. Torej, samo davčna optimizacija. Torej, samo spremenim prilagajanje, kakšna je moja računska moč, in to so naredili in so fanti zaslužili. Vse legalno, vse prav. Govorim samo o tem, da sistem, kar je agencija zasledovala, ni deloval. Da ne govorimo o vseh ostalih tehničnih problemih, kateri so bili še v ozadju, z vpeljavo tega, z izračuni, števci in tako naprej. Sem števci, ker ne moremo gledati. Spremljati realnem času je nemogoče. Ideje, ki so bile prekoračitev, pa penalizacija. To je tako, da bi rekel, jaz osebno mislim to, da ne moreš nekoga kaznovati, če ne ve, koliko časa se pelje, koliko hitro se pelje, nima števca, koliko se pelje, oziroma tudi, ko mu poveš za en dan za nazaj, da je šel čez. To ni najbolj spodbudno. Mislim, da niti ni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov, ker moraš vedeti vnaprej, kakšna je cena, ne pa da je cena za en dan nazaj, ti pa kupuješ za naprej. Tudi potem, ko pogledamo kompleksnost formul, kako se te stvari izračunavajo, vse v redu, da se izračunati. Ne rečem, da se da, ampak ne more laik izračunati. Tudi moj elektro, ko so dali na začetku, je bil, pa ni deloval, pa pol je, pa spet in tako naprej. Preveč je tega, kompleksnost. Gremo poenostaviti zadeve. Se pravi naročniški model, pa vinjeta, več različnih vinjet za različne vrste uporabnikov. Pa še razložil bom, zakaj. Problem omrežnine bo nastal vedno, ko bomo imeli vedno več sončnih, pa vedno več baterij.
In kaj bomo naredili? Vedno manj bomo rabili omrežje. Rabili ga bomo mogoče potem samo po zimi ali pa par mesecev. Ampak to je tako kot cesta. Ti jo moraš vzdrževati. Ti ne boš mogel brez vzdrževanja. Tudi če boš rabil samo nekajkrat na leto. To je v bistvu tvoje zavarovanje. In infrastruktura mora biti infrastrukturni servis. In mora biti zagotavljati to zadevo. In tudi strmeti moramo temu, da čim bolj izrabimo našo infrastrukturo, da povečamo izkoriščenost omrežja, elektrifikacijo. Ne pa, da z takimi, omrežninskimi zadevami ali pa ne vem, s kompleksnostimi vnašamo to, da bomo ljudje pa gledali, pa prihranili pa to. Ne. Dajmo izrabiti maksimalno, kar imamo. To je poanta. Zdaj, če se vrnemo še na baterije, ko ste jih prej omenjali. Zdaj, v zadnjem času je na trgu eksplozija naložb v baterijske sisteme. Zadnjič ste dali eno oceno, da je na prenosnem omrežju že 200 MW baterij priklopljenih, pa na distribucijskem približno 150 MW. Zdaj, kam gremo? Kako intenzivn val naložb je še pred nami? Jaz mislim, da trenutno je en velik boom, glede baterij, saj glede investitorjev, tudi nekaj jih osebno poznam, kateri pač investirajo ogromno, tudi, bom rekel, kapacitete na vloge, glede na vloge, kaj se dogaja, pač koliko ljudi si želi inštalirati baterije. Mislim, da smo šele v začetku rasti in baterije bodo definitivno z mojega vidika mogoče še hitreje rasle, kot so rasle sončne. Ker moramo nekaj vedeti, da za baterijo načeloma naj ne bi bilo problemov, če pravilno pač priključimo in kakorkoli vodimo. Nimaš tu problemov z omrežjem, naj ne bi imel, načeloma. Druga zadeva pa je, hitreje se jih lahko postavlja. Za sončno elektrarno moraš plezati na streho, ekipa en dan, eno elektrarno. Čeprav je kar nekaj težav s pridobitvijo soglasij za priklop s trga, se kar sliši, da jih ne dobijo. Kaj je razlog? Zdaj, vseh razlogov ne morem vedeti, ker spet smo imeli tle specifike od priključnega mesta do priključnega mesta. Pa spet, bom rekel, tukaj govorim, mogli bomo iti na neke dinamične priključitve, oziroma bom rekel, ne priključitve, dinamična soglasja po eni strani, za koliko bi lahko operirali, ker baterija se lahko prilagaja. Je pa tu največkrat tudi vidim, je v Sloveniji se vedno zataknem, pa tudi problem Evrope, tudi, bom rekel, Nemčije, kaj nekdo reče, problem Nemčije je pa visoka cena energije. Nemčija ima za subvencionirano ceno energije za gospodarstvo. Nemčija ne ubija visoka cena energije. Nemčija ubija birokracija. In pri nas je tudi podobno zadev, proces zaradi procesa. Čeprav so cene precej više kot v Ameriki, pa ne vem, dvakrat više kot na Kitajskem. So to subvencionirane. In iz tega pač v bistvu v Nemčiji je zelo draga energija za gospodinjstva, če tako pogledamo, ena najdražjih v Evropi, Danci pa Nemci, če tako pogledamo, za industrijo pa ne. Industrijo pa imajo kar subvencionirano, pa nižjo. Ampak birokracija, ki sem prej omenil tudi za te razpise in vse ostale zadeve, enako pri soglasjih, jaz mislim, da moramo nekako najdeti neke načine, kako olajšati, pohitriti zadeve, da se zadeve, bom rekel, da spodbudimo gospodarstvo v to pravi smeri. Ker tukaj končno podjetništvo prihaja v to energetiko. Zdaj, dokler na omrežju še ni priključenih zelo veliko baterij, cene bolj nihajo, kot bojo pa pol, ko bo veliko baterij. Verjetno se bo ta nihajnost zmanjšala. Pa ne bo več smiselno preklapljati baterije. Ni res. Zadeva je taka, da v bistvu, tako ko smo imeli pri soncu, bom rekel, ta sončni kanibalizem, več, ko je bilo sončnih elektrarn, manjša je bila cena čez dan, na koncu celo negativno. Torej, danes je cena iz sončnih elektrarn čez dan vredna bore malo, skoraj nič. Večino časa poletja, če tako pogledamo. Enako, kot ste rekli, bo pri baterijah. Tudi baterijski kanibalizem, če pogledamo. Več, ko je baterij, manjša razlika v ceni, manj se ti splača baterija. Kje pa je, bom rekel, holy grail, oziroma sveti gral tega, je pa kombiniranje sonca
ali pa katerega koli drugega vira, pa baterije. In baterija bo vedno ti prav prišla kot zalogovnik. In če boš ti enkrat imel, v bistvu, ko dobiš pa enkrat sonce plus baterijo, dobiš stabilen vir. In v prihodnosti, vsaj jaz predvidevam tako, pa tudi nekaj se kaže v tem, tudi v tujini, se bo prodajal profil proizvodnje. In potem je ta profil proizvodnje lahko 60 €, 80 €, in bo cenejši od ostalih tehnologij. Zdaj ga pravim, da je vprašanje, če bo lahko nuklearka, recimo, ali pa katerakoli druga tehnologija, če bi bila dražja, kapitalsko toliko bolj intenzivna, konkurirala tej kombinaciji. Zdaj, če imamo sonce, pa čeprav imamo zraven baterije, imamo še vedno 3-4 mesece na leto problem. Kaj takrat? Ja, to je vprašanje, s katerim se jaz zadnje čase, bom rekel, veliko ukvarjam. Eno rešitev, mislim, več rešitev je, oziroma tako rekel, nikoli ne bomo mogli prijeti tisto, kar reče, zdaj pa 100% bomo pa na temu. Ne, lejte, 80-90, mi še vedno bomo imeli hidro, še vedno bo neki hidro po zimi, še vedno bo neki vetra po zimi. Kakšne so te verjetnosti? Druga stvar pa je, vedno bolj se sprašujem, če je tehnologija toliko poceni, sonce tudi ima nekaj sončnih ur, tudi po zimi, kje je tista meja, koliko bi mogli predimenzionirati naše sončne elektrarne, da bi se nam še to splačalo. Torej, pač predimenzioniramo. Zdaj pa seveda vprašanje, pač preveč. Ko je v Španiji razpadel sistem, pa so rekli, problem zaradi sončnih elektrarn, pa to gor dol. Lejte, z energijo je enako kot z denarjem. Problem imaš, če jih imaš premalo ali preveč. Vsi vemo, da je imeti premalo denarja veliko večji problem, kot če ga imaš preveč, enako je pri energiji. In v španskem primeru se je zgodilo to, da je, bom rekel, sistem razpadel zaradi preveč energije. Ampak mi preveč energije znamo kontrolirati. Če bi bilo premalo energije, bi rekel, tle imam pa problem. Tle je pa Španija res v problemu. Če imaš pa ti zadevo, katero vemo, da obstajajo tehnične rešitve, da se pač zaščita ponastavi drugače, pa tudi inverterji, da se da omejevati, ti lahko omejuješ, pa če rečeš, ne bom pač takrat toliko proizvajal. Zdaj, če bi v baterije nekaj še shranjeval, če pa višek, katerega nimam, kaj z njim početi, pač ga režem. In v tem primeru ne vidim takih problemov. Večji problem bi bil kontra. Čeprav neko sezonsko luknjo bo verjetno še nekaj časa treba z nečim drugim dopolnjevati. Seveda, če bi bilo toliko viška energije, bom rekel poletje, pač pol na tem pride enkrat vodik, pride mogoče tudi nove baterije, bo mogoče kakšne druge shranjevalne tehnologije. Dela se na temu velika, bomo videli. Včeraj je šlo to poročilo novo od Acerja o vodiku, ne vem, če ste ga uspeli že pogledati. Veliko slabih novic za vodik. Jaz vodiku, bom rekel, ne vidim, jaz sem sam skeptik glede vodika, enostavno isto kot z omrežnino. Čim je preveč stvar kompleksna, ni zgodbe. Ker danes smo v nekem instant svetu živimo. Danes imate tudi vi instant novice, vse posodno v vseh vaših člankih piše točno koliko minut recimo približno potrebujete, pa imate audio zapise, danes je čas denara, pa neka enostavnost, da imamo en klik ali pa nekaj tazga. In zadeva pri baterijah, pa pri soncu je to, da imamo kabel in kabel ven. Kabel not, kabel ven, po domač povedano. Čim pridemo na vodik, pridemo na varjenje, pridemo na ventile, pridemo na kompresorje. Mislim, en kup zadev, katere so enostavno, bom rekel, tehnično zahtevne, kompleksne in pogledamo, kaj znaša delovno silo. Kako, če vprašate, varilce je najtežje dobiti? Ali pa nekoga, ki bi to montiral, pa popravljal, pa vzdrževal. Ampak neko tehnologijo za sezonsko hrambo bomo očitno rabili in zaenkrat je vodik edina, ki deluje recimo, pogojno. Ja, z velikimi izgubami in tako dalje. Jaz mislim, da mogoče bo še v prihodnosti še kakšna druga zadeva prišla. Pa vprašanje spet, se ni nujno, da bomo, zakaj pa ne bi v tistih trenutkih, oziroma tudi, ko smo že v tem, o capacity remuneration mehanizmu, ko smo se pred tem pogovorom začeli pogovarjati, jaz mislim, da še vedno bo za neko obdobje pa nekaj plinskih, med
če tistih nekaj ur. Pa seveda tudi nuklearke, Francozi ne bojo izklapljali, pa tudi še kakšna se bo zgradila. Če bo prišli SMR-ji, oziroma manjše nuklearke, katere bojo v bistvu delale oboje, mislim, tudi to, ne. Jaz bolj razmišljam v tej smeri, kaj je tista najbolj enostavna, ker ta praktičnost je tista zadeva, enostavno praktična rešitev, ker ne vidim, da je vodik ta. Vodik v proizvodnih procesih, kjer ga rabijo, pa da se porablja direkt tam, kjer se tudi proizvaja. Zdaj, če se vrnemo sam še na to neko tveganja energetska v prihodnosti, mi bomo porabljali, vse po projekcijah, ne vem, koliko so te kredibilne, naj bi v prihodnje več elektrike porabljali, predvsem zaradi podatkovnih centrov, umetne inteligence in vsega, kar sabo to prinese, pa mogoče tudi zaradi prehoda mobilnosti na elektromobilnost, pa zaradi prehoda ogrevanja na toplotne črpalke. A bomo imeli, mislim, a moramo sami proizvajati vso to elektriko? Najbrž ne? Smo lahko odvisni od uvoza. O temu, koliko smo odvisni v nekih zadevah. Čemu smo pa, kolega, tudi energetik, pravi, ravno to temo odvisnosti vedno reče, Slovenci smo samozadostni, samo v vinu, soli, lesu, pa fovšiji. Vse ostalo uvažamo. Oziroma imamo, ne vem, neko mero uvozne odvisnosti. Sej konec koncev, če pogledam tukaj samo v tem studiu, znamo narediti, delamo te mikrofone, oblačila, iz kje so, teniske, kozarc, mogoče steklarna, če imamo, miza, že vem, da je IKEA, da že ni iz tukaj. Vprašanje je, česa se bojimo tukaj glede neke določene odvisnosti. Določeno odvisnost bomo vedno imeli. Biti 100% te vedno najdraže košta. Oziroma stane, se pričujem na izrazu. Ja. Če pridemo do neko stopnjo, bomo imeli, ampak nekaj bomo pa tudi mogli uvažiti. Še posebej v tem, ko pogledamo, da imamo za trikratnik, oziroma v bistvu trikratnik trenutnega odjema, imamo za trikratnik, imamo pa kapacitet za uvoz. Ja, prevoznih zmogljivostih, dobro, tega se ne bomo dotikali preveč, moramo vseeno še omrežje nadgrajevati za 4, 5, 6 milijard, odvisno od... Pri nadgrajevanju omrežja moramo iti bolj v smer, dve stvari so, razpoznavnosti in pa kontrole. To je glavna zadeva. Ker z vsemi enotami, ki prihajajo noter, pač da jih vemo, kje so, kako delujejo, da poznamo razpoznavnost omrežja, da imamo boljšo, in pa na koncu potem upravljanje, da lahko nekaj s temi enotami delamo. In tle bi mogel biti glavni poudarek. To so v bistvu pametna omrežja, s katerimi ste se vi že pred 10 leti v Kaliforniji ukvarjali, če se prav spomnim. In v bistvu ste se takrat že ukvarjali tudi z umetno inteligenco pa priklapljanjem obnovljivih virov. Kaj se je v tem času spremenilo na področju fleksibilnosti omrežij? Verjetno dost, ker... Ja in ne. Koncepti so že 10 let bili nazaj znani, potem se pa tehnologija vedno rabi 10 let, da pride do te stopnje. In mi v bistvu s baterijami šele, pa z elektromobilnostjo, ko prihaja do te točke, ki takrat 10 let nazaj Tesla že obstajala, ampak ni bila, je bila edini tak nek proizvajalec električnih avtov. Danes imamo pa, se vidite, Kitajci so že šli čez Tesla, po velikosti in po prodaji in vse ostali so tudi skočili na ta vlak. In šele zdaj prehajamo do tega, da ta fleksibilnost se začela, toliko bolj implementirati, oziroma pa tudi bolj izkoriščati. Kaj se je spremenilo od takrat, je samo to, da nismo še... V bistvu so tiste projekcije, ki so se takrat delale, so izhajale veliko bolj iz IT sveta. In v IT svetu je dinamika veliko hitrejša kot v energetiki, ker nimaš fizičnih omejitev.
vsak ima, rečem, mojo zgodbo iz, bom rekel, določenih energetskih projektov, kadarkoli je prišel, rekel, project manager iz IT sveta, je začel govoriti o sprintih. Danes bomo imeli pa bomo ta sprint imeli, pa sprint imeli, pa to. Vedno sem ga ustavil, pa sem rekel, to je energetika, tukaj govorimo o maratonu, ne o sprintih. Sicer se zdaj tudi v energetiki vedno bolj s temi baterijami v bistvu pojavljajo sprinti, še vedno pa niso te sprinti tako hitri kot v IT-u, kjer ti lahko sprogramiraš, pride error, spremeniš in koda dela. Pri fizičnem svetu je to vseeno bolj počas, ker moraš to stvar implementirati, tako da samo ta dinamika, ampak tudi to dinamiko vidim, da se veliko dela na temu, da se pohitri in mislim, da bo v prihodnje, bom rekel, rast in baterij in sončnih elektrarn in električnih vozil pa še toliko hitrejša. Zdaj, če gremo počasi na ta bolj praktičen del, nasvetni del tega pogovora, pa začnemo mogoče kar z prvim vprašanjem, kaj svetujete prijatelju, če vas vpraša, ali naj si kupi električen avto? Jaz imam 2 električna avta, prvega že sem kupil pred 5,5 let nazaj, drugega zdaj 1 leto nazaj. Jaz podpiram, definitivno za. Rekel, ne toliko zaradi nekih ekonomskih prihrankov ali pa kakorkoli, pač ja, servisi so cenejši, manj stvari ti lahko odpove. Zgubiš nekaj komforta, pač kar se tiče tizga, ne bom rekel, da imaš nek range anxiety, oziroma preko karkoli, ampak recimo, da moraš malo misliti o temu, ampak tudi tu ne toliko, če imaš doma polnilnico, redko kdaj greš nekam bom rekel, na daljšo pot, pa da moraš razmišljati o temu. Je pa komfort tista zadeva, ne. Avtomatik, bom rekel, gladka vožnja, osebno, bom rekel to tako, osebno vem, da bo električni avti že zaradi tega prehoda na, bom rekel, na obnovljive vire, ker pa je bili ogromne baterije. To je v bistvu električni avti so, če jih bomo polnili čez dan, in tukaj je recimo pomembna politika države, da se spodbuja namestitev polnilnic pred službami, pred shopping centri, da bi se polnili, bomo rekel, te električni avti čez dan. Kar se tiče pa samih dometov, pa se vidimo že zdaj z novimi avti, torej od BMW trojke, ki prihaja zdaj že v bistvu že v prodaji, do novega GLC-a, 750 km, 800 km dometa po evropskem standardu, ne po kitajskem. Pa tudi, če vzamem potem neko rezervo, smo še vedno zdaj na 600 realnih dometa ali pa 650, kar je pa že... Se pravi, kaj se treba vprašati, koliko kilometrov na dan običajno se voziš? Tako? In če imaš polnilnico v službi, je verjetno še boljše, pa če imaš doma še boljše, če imaš oboje. No? Ja. To je to in potem pač pogledaš. Vsak mu pa reče, ne gledati samo strani ekonomike. Ne. Pač v vsakem primeru, danes kupuješ avto ali kupiš avto na... bom rekel tako, če imaš samo en avto, potem še razumem kakšne pomisleke, da ne vem, pa moram nekam iti, pa moram hitro natankati, pa bi ful šel hitro naprej, pa ne vem, kje so hitre polnilnice in podobne zadeve in se nočem s tem ukvarjati. Ampak vsi, ki imajo pa drugi avto, ki imajo 2 avta doma in pa ponovadi tisti drugi avto, sami vemo, koliko kilometrov naredi na leto ali pa tako naprej, pa definitivno probajte. Še posebej, če nočete iti v investicijo z novim avtom, dosti rabljenih avtov je, dosti pocen električnih, preskok. Vi se vozite vsak dan iz Novega Mesta v Ljubljano. In kako to izgleda? V bistvu normalno prijete brez težav v obe smeri, tudi kadar je zima, sneg, klima dela, hlajenje dela. Poglejmo, kje je pa najdaljša razdalja v Sloveniji? Če bi se vsak dan vozil iz... Murska Sobota, Koper, recimo. Murska Sobota, Koper. Koliko je to kilometrov? Ne, damo v Google, pogledamo, ampak mislim, da... Mogoče je 300? 300, recimo, da je 300. 300 kilometrov vsak izmed teh, bom rekel, novejših avtov naredi z enim polnjenjem. In ko prideš dol, pa še ostalo ti bo nekaj, ne, baterije. Pa če si prišel v Koper, najverjetneje nisi prišel zdaj iz Murske Sobote v Koper samo za 15 minut, probaš napolniti, prideš nazaj, to je to.
Ampak večina jih pa dela, se ne vemo, ni neka statistika. V Evropi je tako, da je več kot 80% voženj na dan, oziroma pač kakorkoli, je manj kot 50 km. To je evropska statistika. V Sloveniji je pa, mislim, da je poprečna okrog 70, če se ne motim. Ampak pravite, da naj ne kupujejo naj se ne odločajo za električen avto samo zaradi ekonomike, zaradi česa pa? Ker zaradi ekologije se bo zelo malo ljudi odločilo. Ne zaradi ekonomike, ampak se tudi ekonomika, si pogledajte cene, bom rekel, niso več taka razlika med navadnim, med znotranjim izgorevanjem ali pa med bencinarjem pa med električnim avtom. Ni več take razlike. Subvencijami, če pogledamo, pogledajte, konec koncev so subvencije bile razgrabljene, 7,000 evrov. Pa zdaj bojo nove, bojo še dodali denar. Tako da očitno so ljudje ugotovili, da vseeno je tukaj. Čeprav uradno je bilo konec 2024, je bilo manj kot 20,000 električnih avtov registriranih v Sloveniji od, mislim, 1,200,000 osebnih vozil, tako da številke so zelo nizke. No? Ja, imamo še dolgo pot. Je pa res, da tudi, bom rekel, sami vidite, delate na financah, pa zberem veliko, gospodarsko stanje oziroma klima ni najboljša, oziroma pač bom rekel neko nezaupanje v celotno zadevo, to najverjetneje vpliva na odločitve o nakupih avtov. Saj naš avtopark se stara. Drugo nasvetno vprašanje je odločitev za sončno elektrarno, v katerem primeru in kako izračunati. Ker tu pa je mogoče vseeno smiselno računati po tem, koliko se to splača, pa kdaj. To definitivno, ampak to je spet, kot vsak ma rečem, definitivno za nekoga, ki ima električni avto, pa da bi imel še sončno elektrarno z baterijo, se splača. Ker potem tudi moramo gledati ekonomiko, da v bistvu 1 kilovat, ki ga damo v avto, primera, moramo pol enačiti z ceno benzina, ne moramo gledati samo elektrike. Tako da ekonomika tukaj je, definitivno. Zdaj pač, seveda, problem pri vseh energetskih projektih je, ker ni enoznačnega odgovora. Najverjetneje se izplača. Mora pa vsak si preštudirati, ali ima še vedno kakšno sončno elektrarno, koliko veliko, koliko bi dal za njo, baterijo, kakšen avto. Enostavno mora narediti sam malo kalkulacije, ali ima toplotno črpalko, koliko porabi poleti za klimo, za hlajenje, ne vem, ali kuha na indukcijo, ali ima še talno gretje. En kup vprašanj pride zraven, in z tega je tukaj potreben individualni pristop. Ni enoznačnega odgovora. Lahko pa rečem, da na, bom rekel, nekaj 10 izračunih z baterija, sonce, pa še avto, ali pa sem baterija, pa sonce, se je vedno bila ekonomika okrog celo od 5 let do 9, pa najslabši primer. Kar sem jaz računal. Zdaj pa pač vprašanje. Se pravi, to je rank naložbe v tako fotovoltaiko z baterijo je trenutno najboljih prijatelj mi je poslal, da je dobil ponudbo za 9,000 evrov, mislim, da 9,000 evrov, ja, za zdaj pa se moram spomniti, ampak mislim, da je bilo za 10 ali 11 kilovatov z baterijo. To z baterijo govorimo. Sama sončna mislim, da je bila okrog 6-7 tisoč evrov, potem pa še 2500, mislim, da je baterija kitajska. Načeloma se ta naložba fotovoltaiko po novi samooskrbi povrne prej, kot se je pa prej povrnila naložba samo fotovoltaiko po sistemu net meteringa, ki so bile subvencije bistveno nižje. Ampak je pa takrat bilo ogromno naložb fotovoltaiko, zdaj pa so usahnile. To je še kar nenavadno. Ampak to sem ravno prej že na začetku dvakrat govoril. Pač to je problem, bom rekel, medijev oziroma izgube zaupanja v spremembe omrežnine, to vse vsaja dvome in ljudje so potem nič ne verjamem.
Ampak elektrifikacija... Gre samo enkrat na let, pravijo. Ne? Zdaj pač, če mi pridemo, če smo prišli do tega vzdušja in če bomo to vzdušje gojili, potem bomo sejali tisto, kar smo... Elektrifikacija mobilnosti sicer zaostaja tudi drugod po Evropi, ne? Mogoče ne na Kitajskem, ampak po Zahodu pa precej, se mi zdi. Vsaj za tistem, kar je bilo predvideno. Ja, ampak če pogledamo, vsi te kritike, s katerimi se jaz veliko srečujem, na kakršnikoli omizjih ali pa konferencah, reče, to ne deluje, pa pozim ne deluje, pa kje bomo vse to polnili, pa to gor dal, pa to ni šans, pa rečem, ja, kaj pa Norvežani? Pust Norvežani imajo denar, gor dal, pa se kaj, pa imajo tudi zimo, ne? In tudi, bom rekel, tudi oni morajo nekje polniti, pa tudi, pač z istimi problemi se srečujejo. Pa Kitajci, ne? Mislim, kako pa oni lahko? Ne? Torej, mi največkrat iščemo samo način, zakaj se nekaj ne da. Ne? Zdaj, to je problem Evrope, ker nam je najbolj komfortno, kakor nam je, in v bistvu je boljš reči, to je brez veze, to se ne splača, in to je to. In tle imamo, z tega tudi, bom rekel, evropska industrija, avto je trenutno, se vidite, prodajne cifre, številke avtov, kakšne Porsche za 94-96% upadel profit, ne, letos. To ni prišlo čez noč. Ne. To so leta nedelovanja in pač ne sprejemanja pravilnih odločitev. Zdaj, če gremo samo še na zadnje vprašanje o cenah energentov, vi ste se nekaj časa ukvarjali tudi, ste delali v trgovcu z električno energijo, elektroenergijo? Ja, takrat na začetku. In ste se ukvarjali tudi z cenami, si predstavljali napovedovanjem analizo. Verjetno še vedno spremljate, kakšne so vaše dolgoročne projekcije? Problem cen elektrike je tako, ko nekdo vpraša, kakšna bo cena elektrike. Ne? Zdaj, a govorimo poleti, a govorimo po zimi, a govorimo v dnevnih nihanjih, urnih nihanjih, ali govorimo v, bom rekel, nek letni produkt, katerega bi dal. Trenutno jaz mislim, da bodo cene padle. To mislite na te veleprodajne cene na borzah? Veleprodajne cene bodo padle. Vsaj predvidevam, da bodo padale, vsaj če pogledamo za naslednjih 5 let, kjer so že rezultati, kjer že lahko kupimo produkte, vidimo, da grejo malenkostno dol. Koliko nižje bodo šle v prihodnosti, pač to je kristalna krogla, kdorkoli bi bil tukaj, pa bi znal to napovedati, bi bil že milijonar. To ne morem reči. Lahko pa rečem samo to, da če pogledamo tehnologijo, koliko stane neka tehnologija, in če pogledamo kombinacijo, ko sem prej povedal za produkt, sonce plus baterija, pridemo trenutno že nekje na neki izračuni kažejo med 60 in 80 evrov na megavatno uro. To je, bom rekel, za že kar dober nek signal, pa dobro, pa s tem, da baterija zna iti še dol, glede cene definitivno. Vprašanje pa je, mislim, sonce pa ne bo šlo tako dol po ceni, mogoče se bo malo izboljšala učinkovitost panelov, tako da recimo še tam recimo 10%, da bo še cena šla malo dol, ampak na račun izboljšanja učinkovitosti panelov. Se pa to najbrž na naših računih za elektriko ne bo poznalo? Ne, računi za elektriko, bom rekel, itak sledijo vedno, ker se te kupujejo, vedno pride zamikov. Ko sem prej povedal za tehnološki zamik, je tudi tukaj pri nakupih, ko se kupuje za naprej, trgovci pol računajo kasneje. Tudi če cena pade zdaj dol, oni imajo že prej zakupljeno, ne more spustiti cene kar tako. Pa predvsem stroški omrežnine bojo naraščali na enoto prenosa predvidoma. Vprašanje, kakšno omrežnino bomo imeli. Ja. To je pa tista zadeva. Kako bomo omrežnino, jaz mislim, da moramo definitivno prilagoditi novim razmeram, ki so. Ne vleči, bom rekel, staro zadevo 70 let, 80 let, ne vem, kdaj je bila definirana točno, ta sistem. Jaz mislim, da pri omrežnini bo mogla biti neka sprememba korenita, ker sistem
taka, kakšen je, ali ga bomo konstantno spreminjali, bom rekel, vnašali negotovost po neki strani. Ne vidim načina, da bi za prihodnost, ker situacija se je totalno spremenila. Ne? Vodenja, načina delovanja elektroenergetskega sistema. Ne? Bo pa verjetno omrežnina še vedno približno tretjino računa našega končnega, ne? In bo tudi pri paketih ne bo mogla biti bistveno drugače. Pri paketih ravno to ne bo drugačna, bo pa bolj razumljiva, ne? In bo pač v bistvu dejala neko stabilnost. Mi moramo ustvariti stabilno okolje, vzpostaviti zaupanje v investicije, v strategijo, ki jo ne spreminjamo iz danes na jutri. To je glavna zadeva. Pač bomo plačevali več, ni problema. Povejte, zakaj, koliko in koliko časa, da bom znal narediti svojo odločitev. Ne mi pa spreminjati to vsakih pol leta ali pa vsako leto. Najlepša hvala. S tem bomo počasi zaključili ta pogovor in se vidimo čez kako leto. Upajmo, da bo omrežnina takrat že drugačna. No, super. Najlepša hvala za vaše povabilo.